Dobrodošli nazaj v nov video in v tem videu bomo sprobali in razložili 3 side hustle, katere vi lahko že danes začnete iz vašega doma. Zdaj, moram reči, da take videe sva že delala, ampak vedno, ko sva delala side hustle video, sva jih večinoma samo razložila in to je bilo v bistvu to, ostalo bilo na vas. Zdaj se pa odločila, da bova dala več side hustlov v en video in te tudi sprobala in šla na teren, pokazala, kako bi bil startup cost, kako dobiti stranke in koliko lahko pričakujete, da od tega zaslužite. Tako da se boste vi lažje predstavljali, pa mi da imamo malo več dela. Kakšne od teh side hustlov bova mogoče tudi sprobala na dejanskem primeru, probala zaslužiti in za kakšne bova naredila tudi posebne videe, na katerih jih probala scalati in dejansko narediti nek biznis iz tega. In ker vsi te side hustli, ki jih bova danes predstavila, so taki, da jih vi res takoj lahko začnete delati brez izkušenj, brez nekih sketchy internet stvari. In če hočete, da midva katerega od teh side hustlov tudi sprobava, napišite v komentarje, kjerga, pa se bo mogoče to zgodilo to, ne? No ja, za prvi side hustle imamo resellanje stvari iz Bauhe, Facebook Marketplace, v glavnem, kjerkoli lahko dobite te second hand rabljene stvari in jih pa resellate za dražji. Ta side hustle sva že predstavila tukaj na YouTubu, ampak se nam zdi res tako dober side hustle za začet, skoraj nič kapitala ne rabite, tako da sva ga mogla dati še v ta video. V bistvu ga lahko začnete tudi zastonj, imate na teh straneh tudi pač zastonj izdelke in ja, pač dejansko ne rabite nič, da začnete ta side hustle. Bo vam pa danes tudi pokazala na enem primeru. Prej sem malo gledala na Bauhi, na Facebook Marketplaceu in sva najdla tele smučke, se nam zdele zanimive, tako da zdaj se bo probala zmeniti za malo boljšo ceno. Pol pa jih greva najverjetneje iskat, verjetno jutri, pojutrišnjem in jih bo probala resellati. Evo, zdaj sva se zmenila, da pičiva pogledati te smučke, tako da če bojo dosti dobre, jih bo najverjetneje vzela, probala se bo še malo zmeniti za ceno, pa ja, bom pa javila, kaj se bo zgodilo. Yo folk, evo zdaj smo pika pa smučke, pičemo pogledati, zbog jih lahko več prodamo. No ja, malo več informacij. Zilala so se, da so dobile te smučke za 120 evrov, bile so sicer originalno za 150, ampak so opazila, da so malo tako, malo so že zjebane, bolj, ne vem, če se tukaj vidi, bom pa pokazala. Malo so bolj zjebane, no, kot so izgledale na sliki, ampak jaz sem kar confident, da jih lahko po moje prodava za 200 plus Evo, smučke sva prinesla domov, kakor sem rekel, malo so bolj zjebane, kakor sva mislila, malo treba nabrusati kante pa podobne stvari. Se mi zdi, da če jih malo servisirava, pa narediva pol boljše slike, da jih lahko prodava tam za 200-250 evrov. Najverjetneje jih bova listala za 250, spravo, ne vem, tudi če dava 10-20 evrov za servis, je to okoli 100 evrov profita. Zdi to successful flip. Tudi če vam dam predlog, gledajte za take stvari, ki so slabe slike, ki jih je treba mogoče samo popraviti, ali pa narediti boljše slike, za te neke fixer upperje, tukaj boste naredili največ profita. Ok, naslednji side hustle je pressure washing. Verjetno ste že dostikrat videli ta side hustle na YouTubu in dosti preprosto, pač rabite kupiti ta pressure washer, bomo šli pol tudi pogledati v trgovino, koliko bi to približno stalo. In pol ja, pač iščete te neke umazane hiše, ki imajo, ne vem, umazano fasado, tlakovce, whatever, ploščice, in pač ponudite ta servis, da bi to oprali. Tako da bomo si zdaj malo podrobno pogledali, koliko bi stala ta oprema, bomo šli pogledati v Merkurja, in pač pol v bistvu, koliko lahko računate, kako lahko najdete stranke. Drugače, to dosti dober side hustle, tudi dosti je scalable, če imate veliko strank, lahko pol najamete kakšne zaposlene, tako da to se meni zdi dosti dober side hustle. Je pa mogoče pač ta entry cost, začetna cena za začet malo večja, kakor pri ta prvemu. Za pressure washing lahko začnete z samo 200 evri, ampak pa če hočete cel equipment, da bo prišlo tako tudi do 300 evrov, zaradi tega, ker pač imate še vse nastavke, vse te dodatne stvari, katere lahko ali pa tudi ne. No. V obeh primerih bi se dal, ampak če hočete vaše delo opraviti boljš, imeti več zadovoljnih strank,
imeti stranke, ki bodo večkrat naročijo v servis, vam predlagam, da greste na high-end, ker ni spet toliko razlike. Če pa hočete res top of the top čistilec, boste pa dali tako tudi do 1200 evrov, kar je pa po mojem mnenju mogoče malo pretiravanje, ampak če imate velik budget za začeti, se vam po mojem tudi to splača. No. To pa tega, ki stane 1000 evrov, bi vam pa sploh prišel prav bolj pol, ker že malo expandete svoj biznis, zaradi tega, ker lahko tudi pod večjim pritiskom pucajo drugačne površine in so overall bolj efficient. Ampak za začetek se mi zdi, da je čist dovolj tako od 150 do 250, da je vaš budget za čistilnik. No, kakšen je pa potencial zaslužek tukaj? Se pravi, vi bi lahko računali 30 evrov na uro, če sami pomivate, če pa sta dva, pa lahko računate tudi do 50 evrov na uro. To se mi zdi neke take fair cene, ne preveč, pa ne premalo. In s takim tempom bi lahko zaslužili tudi do 200 evrov na dan. Lahko pa tudi date na začetku nek fixen price, odvisno od tega, kaj pomivate, koliko dolgo bo to pomivalo se, koliko je to zahtevna situacija. V glavnem ful je enih faktorjev, ki vplivajo na to, ampak jaz mislim, da tako računite tam nekje od 30 do 50 evrov na uro, no, če ne bo nobene fiksne cene. Zdaj, kako dobiti stranke? Imate 4 zelo dobre strategije in sicer door to door, da pač potrkate, če kdo rab, lahko greste na Facebook adse, valjda da gradite vaša socialna omrežja in pa meni osebno najljubša, kar bi jaz delal, če bi to začel, bi pa naredil neke vizitke, neke mini oglase in jih vrgel in jih šel dati v kasavce, ker se mi zdi, da tako lahko več ljudi naenkrat povabiš, kot če trkaš, recimo, a ne, mogoče malo manj awkward, no, kakor za koga. Zdaj pa še risk to reward ratio, vi se prav riskirate tam nekje od 200 do 300 evrov, za potenčen zaslužek tudi do 200 evrov na dan, tako da meni se zdi, da je risk to reward ratio tle brutalen, res ne vidim razloga, zakaj tega ne bi kdo probal in ja, če hočete, da probajo ta side hustle, nam napište, mogoče boste od tega probali. No in še tretji side hustle je urejanje vrtov in v bistvu vse, kar je povezano z vrtovi. To je lahko drevesa, žive meje, razne stvari, saj verjetno veste, ljudje imajo svašta na svojih vrtovih. In ta side hustle je sicer dosti podoben prejšnjemu, malo je visok startup cost, ker boš rabil dober equipment, rabil boš tudi malo znanja, kako to narediti, ampak če znaš dobro urediti vrt in če imaš dober equipment, lahko s tem zaslužiš tudi več kot 30-40 evrov na uro. Tudi, kot za prejšnji side hustle, bova šla v trgovino, poiskala, koliko stane tam cela oprema, za katero bi potreboval, da začneš to. Povedala bova tudi, na kakšen način lahko pa dobite stranke, kako jih obdržite in koliko potencialno bi se dali s tem zaslužiti. Ok, zdaj pri urejanju vrta je pa malo drugače, ker imate tukaj res veliko opcij, kaj sploh lahko delate. Ne vem, najbolj pač take pogoste so košne trave, obrezovanje žive meje, ne vem, puljenje plevela, ampak kakor verjetno veste, pač na vrtu je neomejeno stvari, ki jih lahko delate. Tako da tukaj sva si izbrala v bistvu dve možnosti, da malo poveva, koliko bi rabili zapraviti za opremo, pa koliko lahko pol pričakujete od tega. Se pravi, ta najbolj pogosta opcija je košne trave. Kosilnico dobite tam neko tako dosti v redu kosilnico za 300 evrov. Dobite jo tudi ceneje, ampak jaz tega ne bi jih ful priporočil, ker so majhne, pa pač ne preveč dobre. Tako da ja, startup cost za košne trave je tam 300 evrov. Pa lahko pričakujete, ne vem, tam okoli 20 evrov na uro, spet odvisno, a ne, pač. Ponovadi se da neka fiksna cena na začetku, odvisno koliko je velik travnik, koliko je visoka trava, nam zelo veliko teh spremenljivk, ampak tam okoli 20 evrov na uro bi jaz računal, zato ne bi šel lih nižji. Potem imate pa še drugo opcijo, da pač ponudite več teh storitev, kot je recimo košne trave, striženje žive meje, se pravi bi rabili še tele škarje, lahko kupite še tisto kosilnico na nitko, ki je bolj za take, pa za take površine, ki jih za navadno kosilnico ne morete. To bi dali za neke take average škarje, za neko average nitko še okoli 200 evrov za vsako izmed njih. Tudi to dobite cenejš, ampak pač ne bi jih priporočil. Se pravi bi rabili zapraviti okoli 700 evrov za ta full service, za full vrt service. Po pol je itak še full drugih stvari, full drugih pripomočkov, ki jih lahko kupite za urejanje vrta. Ampak ja, mislim, ne boste lih dobili več denarja na uro zaradi tega, boste imeli pa verjetno več biznisa, več stvari, ki ponujete. Zdaj stranke tukaj v bistvu je isti princip, kot
pač pri pressure washingu, door to door, Facebook ads, te pač mini oglasi, ki jih date v nabiralnik. Ja, se pravi, če si pogledamo tukaj še malo Reach to Reward, zapravili boste tam od 300 do 700 evrov, pač valjda lahko tudi več, polka pač expandate biznisa, ne, boste verjetno kupili boljše pripomočke, pa več pripomočkov. In ja, tukaj pa isto mislim, da lahko zaslužite tam 200 evrov na dan, pač če delate 8-10 ur. Ja, Reach to Reward pri teh biznisih so dosti majhni, ne, kar je dosti logično, ker je service-based business. Vas nič ne stane, da tam kosite, pač sam one-time cost imate. Tako da ja, meni se zdi, da če hočete začeti kakšne side hustle, je to še najbolj, da probate. Probably ima veliko od vas te pripomočke tudi doma, jih sploh ne rabite kupiti, ne, kosilen so, po mojem, vsak doma. Tako da ja, se mi zdi, da vsak lahko to začne, pa napišite, kjer od teh side hustlov bi radi, da probava. Ja. No ja, če ste uživali, lajkite, subscribite, pošerite. Side hustle hočete, da probava, napišite v komentarje. In ja, to je to.